Dobrodošli v podkastu Ona Plus, prostoru premišljenih pogovorov in navdihujočih sogovornikov. Danes odpiramo eno najtišjih in hkrati najglasnejših bolečin. Govorili bomo o alkoholizmu v družini in njegovem vplivu na otroštvo, odnose in iskanje smisla v odraščajoči dobi. Z nami je Žiga Kastelic, novinar, zgodovinar, pisec in avtor 3 knjig, med katerimi je eno posvetil odnosu z materjo, ki se je soočala z različnimi odvisnostmi, tudi z alkoholizmom. V svojih delih raziskuje teme izgube družinskih odnosov ter življenja in smrti, pri čemer izkazuje izjemno notranjo mirnost in moč. Pridružuje se nam tudi Karmen Henningsmann, magistrica psihologije in sodelavka Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Specializirana je za delo z otroki iz družin, kjer je prisotna zasvojenost, in vodi program Hop čez jarek, namenjen podpori mladostnikom iz družin, kjer je prisoten alkohol. Pozdravljena oba. Pozdravljeni. Žiga, tvoje življenje je bilo v otroških in mladostniških letih zaznamovano z alkoholizmom v družini. Zasvojena sta bila tako mati kot oče. Se spomniš trenutka, ko si se kot otrok začel zavedati, da je tvoja družina drugačna? Ja, vedno ob tem povem, da je bila družba tista, ki mi je dala vedeti, da družina nekako ni tista prava, ki jo mislimo. Nek specifičen trenutek bi pa verjetno bil, živeli smo v bloku, trenutek, ki se ga najbolj spomnim, je, ko je moral oče priti pome v prvo nadstropje, da pravzaprav držim vrata, ko je prinesel mamo po vseh stopnicah in vse. In sem pobiral njene stvari, ki so padale. To je bil tisti trenutek, ko sem vedel, da mogoče pa ni bolezen, ampak je to se skriva v tistih steklenicah in pa kozarcih. Starša se te imela zelo pozno, oziroma dokaj pozno. Si kdaj razmišljal o tem, da si bi mogoče ti tista rešilna bilka, njune upanje, žarek? Ja, po vseh nekih zgodbah, oziroma kar sta povedala tudi ostali v družini, je bil to bolj nek ponesrečen dogodek. Odločila sta se, da me bosta imela in Stara sta bila koliko? 51 oče, 43 mama. Tako da, ja, zdaj razlika med mano in pa najstarejšim bratom in sestro je pa 25 let. Kar je pa v nekih drugih že pravzaprav tisto, kjer je oče taka razlika, oziroma starša in otrok. Bi mi zaupal, kakšno je bilo tvoje življenje v otroštvu? Omenjaš tudi, da so bili tudi lepi trenutki. Kako so izgledali dnevi? Ja, se mi zdi, da je ta nostalgija ali pa neki zelo močna stvar, zato ker če jo uporabiš prav, lahko prekrije neke travme, neke hude trenutke. Moje otroštvo, tudi kar se ga spominjam, tudi v knjigah sem ga kar podrobno opisal. Nikoli nisem bežal tega ali pa da bi me bilo sram, da je kljub vsem težavam bilo lepo in nekako sem se počutil varno pri starših. Definitivno pa nekako ne bežim od tega, da je bilo polno nekih težav, ki so jih prinesle in bolezni, tudi njuna starost seveda, pa alkohol, ki je pa seveda prinesel še marsikaj samo. Karmen, kako preživi otrok, ki odrašča z zasvojenim staršem? Kaj v resnici pomeni preživeti? Ja, dobro vprašanje. Zdaj mogoče, da to lahko razumemo, si moramo malo predstavljati bolj, kaj so okoliščine življenja v taki družini, ne. Pogosto so to okoliščine, s katerimi se njihovi vrstniki ne rabijo ukvarjati, oni pa. In to so neke negotove okoliščine, izjemno stresne okoliščine, ne. Če si tudi predstavljamo, ves čas je tam neka ta negotovost, zdaj bo prišlo do prepira, do konflikta, do kakšnega incidenta zaradi pitja alkohola, tudi do nasilja,
ki ni redkost v takih družinah, ne, torej ne samo fizično, tudi psihično nasilje. Pogosto pride do zanemarjanja otrokovih potreb in zgodi se celo en preobrat. Otrok postane bolj usmerjen na potrebe starša, kakor na svoje potrebe. In ves čas skrbi za to, je naprej že za tem, da umirja vzdušje, da ohranja neko mirnost v družini, da ne bi prišlo, bomo rekli, do kolapsa. In tam je prisoten tudi en konstanten zunanji kaos, ampak hkrati tudi notranji kaos, ki se ga mora otrok, ker je to za njega zelo velik, tudi z vidika nekih čustev, se pravi, hkrati lahko do starša čuti ljubezen, hkrati pa jezo ali pa tudi kdaj sovraštvo, kar težko razume, kako lahko ne maram hkrati osebe, ki jo maram. In preprosto postane preveč. In velikokrat razvijajo neke mehanizme, ki jim pomagajo preživeti, da lahko, bom rekla, vse te pritiske nekako zdržijo. Ampak preživijo, dokler so v teh okoliščinah, ko pa so te okoliščine umaknjene, se pa začne življenje, ne? In potem pridejo vsi te mehanizmi, ki so jih nekako razvili, da preživijo ven v mogoče taki obliki, ko več ne delujejo, ne funkcionirajo. Ne? Če so se naučili odrezati neke svoje občutke, potem to, ne vem, v partnerskih odnosih ne gre več na ta način, ne? Začne to povzročati neke težave ali pa mogoče tudi, ko sami postanejo starši, se jim lahko zgodijo neke občutki negotovosti, nižje samovrednosti, kar še potencira, ne, te preživetvene mehanizme, ki več ne delujejo. Ne. Žiga, kako si se ti počutil? Se ti zdi, da si se distanciral, da rajši nisi čutil? Nekako vedno, sicer v vseh stvareh, ki jih je Karmen povedala, se nekako najdem do neke določene mere, pa je to mogoče en poudarek tega, da je vsak otrok oziroma ki odrašča v neki družini alkoholikov, se bo najdel nekje v temu. Moram pa reči, da sem bil vedno zelo tak čuten otrok oziroma zelo od čustev nisem nekako bežal. Odvisno je bilo recimo od nekega trenutka v življenju ali pa samega dogodka, ki je povezan z alkoholom. Kakšni so bili moji odzivi na to. Kje si pa v tistem času poiskal neko varno zavetje? Jaz vedno rečem, da v knjigah in filmih to je bil nek tak zelo klasičen pobeg. Pa je bilo to recimo tudi zaradi tega, zato ker vedno rad povem, da kljub, kar je zelo težko, ne, ampak kljub prisotnosti tega alkoholizma se nekako vseeno sem počutil varno, no, pri starših. To je vedno v zadnjih letih premislek moj, da nasilja oziroma tudi verbalnega ni bilo. Ne. Ko bi to vključili v mojo zgodbo, bi lahko bilo marsikaj drugače. Starša sta te pogosto seboj vzela tudi v gostilne, kjer si včasih tudi malo počinil ali pa si bral. Ja. Kako je okolica to sprejemala? Dejansko odziva okolice v samih neki gostilni oziroma lokalu nimam, tudi dejansko sem bil otrok. Ne. Z otrokom se ne bo nihče pogovarjal, bom rekel hvala Bogu v tem primeru. Potem, ko se je nekako v moje življenje oziroma nekako vklopila tudi Center za socialno delo in šola in vse, sem se takrat začel zavedati, kako napačno vsem tem dogajanju je to, da sem jaz na katerikoli dan ob 9-10 zvečer v gostilni in mogoče tudi spim na klopi. Karmen, otroci iz družin z zasvojenostjo so lahko, kot pravite, pretirano tihi, uporniški ali navzven zelo uspešni in storilnostno naravnani. Zato se vam zdi tudi ključno, da učitelji in svetovalni delavci pozorno spremljajo njihovo vedenje. Dostikrat otroka vprašajo po dogajanju in najbrž se dostikrat tudi zgodi, da zanikajo vse skupaj in povejo, da so v redu. Kako postopati pravilno? Ja, najprej se moramo zavedati, da res največ časa, ki ga otrok preživi izven družine, je šola in je zanj pomembno okolje. In
kje lahko išče varno osebo, odraslo varno osebo, poleg družine, mogoče širše, ne. Mogoče bo to osebo lahko videl v nekem učitelju, ki ga redno vidi, ki ga spremlja, ki ima občutek, da njemu bi se pa dalo zaupati. Ampak večinoma pa pač učitelji imajo tudi neke omejene pristojnosti, ne. Tako da se pogosto zgodi tudi, da se otroci zaupajo v kakšni šoli v naravi, ko so izvzeti nekaj časa izven takega okolja, ki je stresno in se končno sprostijo in imajo tudi neko obdobje brezskrbnosti, ki je zelo ključno za take otroke, tudi obdobje zabave konec koncev. In takrat mogoče nočejo niti domov nazaj in se izpovejo. Ampak ja, se pa dogaja to, kar ste omenili, da tudi če se vpraša, tudi če se sumi, bom rekla, da se doma nekaj dogaja, bo otrok zelo lojalen do svoje družine, ne. In zato so razlogi, da hkrati se boji, kaj se bo zgodilo, ko bo povedal, kaj se dogaja doma. Hkrati pa moramo nasloviti tudi tega slona v sobi, da je pač v Sloveniji zelo velika stigmatizacija zasvojenosti. In otrok, ki se že doma nauči biti na preži, je na preži tudi v zunanjem svetu. Zatem, kako se ljudje odzivajo na ljudi, ki so zasvojene na splošno, in to povezujejo pa tudi s svojimi starši. In se bojijo, da če bodo povedali, da bodo sami zavrnjeni, ali pa tudi sami pač stigmatizirani, mogoče tudi diskriminirani. Tako da za vzpostavljanje nekega varnega okolja je mogoče smiselno v šolah sploh odpreti to temo, na splošno, v razredu, predstaviti, kaj zasvojenost je, da to ni stvar šibkosti, to ni stvar izbire posameznika, ampak je to zelo kompleksen pojem, do katere ne pride kar tako, pač je veliko okoliščin, ki vplivajo na zasvojenost, ne. In da se tudi govori to kot o stanju, ki ga je potrebno zdraviti, kot vsako drugo bolezen. In tudi mogoče predstaviti otrokom, kako lahko otroci iz takih družin živijo, doživljajo stvari. In mogoče se bo nek otrok tudi v takih opisih prepoznal to varno osebo, ki mogoče te vidike predstavlja, in tudi povedati, kam se lahko obrnejo po pomoč. Tako da mogoče na začetku ni nujno ta, bom rekla, neposreden, da se zdaj direktno odzovemo na otroka ali pa ga sprašujemo stvari, ampak malo na splošno rahljamo temo, in smo pozorni predvsem na stisko na splošno. Torej, da ne gremo takoj sklepati, to je verjetno zaradi tega, ker je alkoholizem doma, ampak okej, zaznavam, da je ta otrok v neki stiski, zanima me, kaj se dogaja. In se začne z nekimi splošnimi vprašanji, ne. Pa biti vztrajen v tem, pač, da pokažemo skrb, moramo kdaj večkrat vprašati, da dobimo sčasoma tudi, ne, zaupanje. Žiga, eno od opozorilnih znakov je bil tudi ta, da si pri 13 letih tehtal več kot 110 kilogramov, in takrat si tudi odšel na zdravljenje. Kaj je zate v tistem trenutku pomenilo, da se je nekdo zavzel zate? Takrat v tistem trenutku bistveno manj, kot mi to pomeni danes. Danes mi pomeni zelo, zelo veliko, no. Ta težave pravzaprav z nihanjem teže, no, kar imam že pravzaprav celo življenje, je tudi Karmen omenila, pravzaprav tisti del neke nervoze, nekega stresa, ki je bil vse skozi prisoten, če se bo nekaj zgodilo zaradi alkohola, zaradi bolezni in vsega. In nekako je tisto uteho sem našel v hrani, in to je pripeljalo tako daleč, da sem potem res šel na zdravljenje v Šentvid pri Stični, kjer so pa res poskrbeli pravzaprav za to, da se stanje bistveno popravilo, ne samo nekako v fizičnem smislu, ampak tudi v psihičnem, da sem nekako razumel, zakaj pravzaprav posegam po, ne vem, smokih in čipsih, in kako to nekako izboljša. Si takrat še živel pri starših, ko si se potem kasneje priselil? To je bilo ravno v tistem obdobju, tik pred mojo selitvijo k bratu, ja. Karmen, kaj ostane otroku, ko mu alkohol odnese starša, tudi če ta fizično ostane prisoten? Ja, otrok na nek način izgubi starša s tem, ne.
če prav razumem vprašanje, pač starš je še vedno tam, ampak alkoholizem nekako zamegli njegovo osrednjo osebnost. Ne? In odvisno je tudi, kdaj se je ta alkoholizem v otrokovem življenju pojavil. Zdaj, ali je to v nekem zgodnem otroštvu in je to prvi starš, ki ga zares pozna, ali je to nekje pozneje, se pravi, pride tudi neko žalovanje na nek način v spredje, ne? Kje je tisti starš, ki sem ga prej poznal, ne? Kje je mama, ki sem jo prej poznala, ali pa oče. In ostaja sam s tem, ne? In s temi občutki. In si sem predstavljamo, da pač se prej ali slej ti otroci naučijo zanašati nase. Ne? Zanašati nase, razvijajo svoje strategije, zopet ne, kako preživeti, kako sam sebe ohranjati, kako biti sam sebi starš konec koncev. In ti otroci zelo hitro odrastejo. In ko pride odraslost, je pomembno žalovanje za izgubo otroštva. Ne? Tako da veliko teh stvari je povezano z eno izgubo in pa žalovanjem. Žiga, v knjigi Ti v moji krvi opisuješ odnos z materjo, ki je imela tudi težko otroštvo. Zaznamovalo je posilstvo z očetom, ki je imel prav tako težave z alkoholom, ki je tudi živel, če sem prav razumela, v rejništvu. Tako je, zdaj tukaj pravzaprav strani njenega očeta. No? Moj oče je pa tisti, ki je živel v rejništvu. Tako je. To so stvari, ki sem jih jaz, oziroma očetovo rejništvo sem vedel od malega, pravzaprav to ni bila neka, kar bi se mogel skrivati. Mamin primer sem pa zvedel nekako v zgodnji odraslosti, no, nekaj let pred njeno smrtjo, ko sem tudi jaz že bil, recimo da odrasel. Si je mogoče potem lažje razumel celo sliko? Ja, zelo preprosto se mi zdi tukaj reči, ja. Seveda je to mama, je tukaj še ta dodaten vidik, obenem pa vedno rečem, da sta me nekako starša in okolica, šola, vsi v mogoče včasih celo preveč razumevajočo osebo vzgojila in meni je nekako, to je sicer tako majčkeno knjižno reči, ampak nekako je takrat kliknil, da mogoče je tudi v meni to sprožil, da tisti končni, da definitivno nisem jaz kriv, da je nihče drug za to, kaj se dogaja v recimo maminem telesu in vse, ampak je to neka stvar, ki se je zgodila že recimo 40 let pred mojim rojstvom. Stvar, ki je pa nikoli ne bo rešil nihče. To je bilo to. Kakšen je bil tvoj odnos z mamo? Super. Super je spet tista nostalgična stvar. Rekel bom, da sva imela zelo ljubeč odnos. No. Ta ljubezen ni nikoli poniknila zaradi alkohola. Se mi zdi, da je to en velik razlog za to, da sva imela do konca tak zelo prijeten odnos. Je bilo pa tukaj veliko tistih stvari, ki jih je Karmen omenila, ta skrb za starša, ki je pa tista siva meja, a je otrok v takem trenutku življenja staršev, a je zadolžen za to, da skrbi za njiju, oziroma ima na to na nek način vrača, oziroma karkoli. Ampak je to primer, ki se razlikuje od primera do primera. Karmen, Žiga je omenil ta občutek krivde, prevzemanje odgovornosti nase. Najbrž je to zelo pogost pojav. Ja, zelo pogosto. Tako kot je Žiga omenil, je to skoraj bom rekla pravilo. No? Otrok alkoholikov, sram in krivda, ne bi lahko rekli. Krati oboje spremlja tudi zasvojene osebe. Ampak jaz velikokrat tudi zaznavam, da je to lažna krivda, bi lahko rekli. Se pravi, otrok se začne čutiti odgovoren za stvari, na katere sploh ni moral vplivati. Ne? Kot zunanji opazovalec bi lahko to takoj rekli, ampak ko pa si v tej situaciji, pa tega ne razumeš na ta način, sploh kot otrok, res imaš občutek, da si kriv za to, da je starš pil, mogoče si se vedel preveč, si se razburil, pa si nekaj všpičil, pa zdaj starš pije in takoj se poveže, ne, s tem. In je tudi zanimivo, da kako se ta vzorc prenese v odraslost, ne, ves čas dajem to paralelo otroštvo odraslost, ker
se vidi, kako ta otrok še živi v odraslosti. Ne? Kako pa tudi v partnerskih odnosih ali pa v kakšnih drugih situacijah, preprosto stvari, na katere sploh ne moreš vplivati, se čutiš krivega. Ne vem, oprosti, ker je bilo slabo vreme na tisti dan, ko sem predlagala izlet. Ne? In je to konstantno nek spremljevalec, ki se ohranja, če se ga ne naslovi, ali pa mogoče začne neke rane tudi celiti z tega vidika. Mi je zelo fajn, da je Žiga tudi rekel, ne, da sčasoma si ugotovil, da nisem kriv za to. Ne. Da pride en tak, verjetno je bilo kar, da odpade iz tebe pač tudi neko breme, ker sploh ne veš, da te tam nekje stiska. Tudi. Ja, Žiga, odkje ta zrelost? Se ti zdi, da imaš to od majhnega, da je tudi mogoče nekaj, kar si pridobil od staršev, pa tudi od okolice. Kako te je to izoblikovalo, da ko modro razmišljaš o vseh stvarih? Ja, oziroma neka posledica vseh dogodkov. Pravijo, da taki težki trenutki oziroma naredijo bolj nekako izoblikovano osebo. Zdaj, ko gledam za nazaj, ko kdo vpraša, če bi vse ponovil oziroma če bi kaj vzel, ne vem, ne, zato ker ne vem, ali bi bil taka oseba, kot sem danes, in moram reči po vsemu, kar smo šli čez kot družina, to je tisto. Ne. A bi spremenil, pa s tem riskiral, da mogoče ne bi bil tak, kot sem, oziroma naši odnosi ne bi bili taki. To je tista stvar, kot je Karmen rekla. To je nekaj, na kar ne moreš vplivati. Ne. Lahko v bistvu se samo tisto simbolično potrudiš, da boš vsak dan boljši zase in pa za vse ostale bližnje. In to je dosti preprosto. Omenil si težke trenutke, ki te izoblikujejo. Takih je bilo še več ravno na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, ki je umrl brat, ki je bil tvoj navdih, idol. Ja. Pa tudi najbrž razlog, da si začel s pisanjem? Ja, pravzaprav on je bil tisti nekak glavni razlog, zato ker sem začel zapisovati spomine nanj, ker nekako nisem želel, da ga pozabim ali nekih najnih trenutkov skupnih. Je bilo vsekakor to, je bil pa razlog zaradi tega tudi, ker je podpiral moje in branje in vse ostale stvari. Tako da iz večjih razlogov je bila ta smrt res hud trenutek, ne, ki je vplival tudi seveda na moje starše, ne, pa tudi na vse ostale. Koliko je bil starejši od tebe? 13 let, ko je umrl, je bil toliko star, kot sem jaz danes, torej 28. Ja. Kako si se v tistem trenutku po vsem tem, kar se ti je že v življenju zgodilo, soočil s tem šokom? Takrat je bil glih tisti prehod v najstništvo, ki ga seveda infantje in punce drugače doživljajo, in jaz sem se nekako zaprl vase. Fantje ne jokajo, ne, in vse to. Tiste je prišlo na plano in moram reči, da sem vse tiste neke občutke, tudi žalovanje in vse potlačil za nekaj dobrih let, recimo večina srednje šole, kar je pa tudi mogoče eno od tistih obdobij mojega življenja, ki je najbolj vplivalo na to, kakšen sem kot odrasla oseba. Ampak ja, zaprl vase in to ni bilo prebojno načelo. Kaj ti takrat pomagalo? Jaz ponovno bom rekel, no, knjige in filmi, no. To mogoče lahko tudi zato zdaj rečem, ne, zato ker je del moje kariere zgrajen na tem. Ampak še vedno iz vsega tega tudi razbereš potem, kako mogoče reagirati na kakšno stvar. Tudi potem, ko je recimo bila ta del zaprtosti mimo, sem ugotovil, koliko sem pravzaprav pogrešal pogovore z ljudmi o dejanskih čustvih, tisto, kar je dejansko štel pri meni, ne samo, ko me nekdo vpraša, kako sem, pa da sem v redu, ker sem bil zelo daleč od tega, ne, in tukaj ne gre za to, da recimo ljudje niso želeli pomagati, ne. Veliko jih je želeli, ne, ampak če bo otrok ali pa najstnik, kdorkoli 100-krat rekel, da je dobro, verjetno na neki ravni ali verjameš ali pa obupaš. In to je bilo jasno šele, ko sem se jaz začel odpirati, da nekaj ni v redu oziroma da želim pomoč. Takrat se je pravzaprav sprožil nek plaz
popravljanje vsega tega. Karmen, pri alkoholizmu je tako, da si sledijo obdobja aktivnega pitja in abstinence. Ravno obdobje abstinence zna biti še bolj stresno tudi za svojce, ker so sploh otroci ves čas na preži, kdaj se bo to ponovilo, kaj se bo zgodilo, kaj sledi. Kako si takrat ali pa otrokom, družini pomagati? V bistvu bomo rekli tako, skozi vso zasvojenost je ključna podpora. In tudi ta nihanja v vedenju zasvojene osebe so tista, ki izčrpavajo. Se pravi, vsakič mogoče z abstinenco pride upanje, mogoče pa zdaj bo. In potem pride spet pitje in se to razbije. In pol spet pride upanje. In pol spet. In pač podpirati vse skozi na tem procesu, če se le da, je, da otroci iščejo neke svoje mehanizme, kako se pomirjati s temi stvarmi. Mogoče tudi iskati neke, bom rekla, načine, kako regulirati samega sebe z nekimi sprostitvenimi tehnikami. Klih zaradi tega, ker so konstantno na preži, ne glede na to, ali starš pije ali v času abstinence. Je pa mogoče tudi ta vidik ključen, kar opažam pri teh otrokih, je to, da res znajo iz vsega slabega potegniti dobro. In se mi zdi, da ta nihanja imajo sposobnost upanja pač, in zaupanja v to, da nekaj se bo lahko spremenil, čeprav je bilo to pri njih velikokrat zatrto. Eni verjetno tega ne zmorejo kar preseči na ta način, ampak vidim, da tisti, ki pa mogoče so prišli ven malo bolj rezilientni in odporni, je pa to tisto, kar jih pelje naprej. Se pravi, tudi ko se nekaj slabega dogaja, je tam, se bo tudi to drugače. In verjetno so tudi ta nihanja nekako imela vpliv na take zadeve. Zdaj, kako podpirati na splošno, pomembno, da za otroka smo tam, da smo za njega varna točka. Mogoče kdaj pozabimo, da smo v zelo veliki vlogi tudi kot sosedi lahko, ali pa kot neki šolski delavci, ali pa kot neke tete, strici. In je fajn, da smo malo budni na okolico okrog sebe, da če prepoznamo tazga otroka, kot sem prej rekla, da se zanimamo za njegovo življenje, da nas zanima, kaj ga veseli, kaj se dogaja, ker danes se mi pa zdi, da si nekaj drugačen, a se je kaj zgodilo, da pokažemo vsake toliko skrb, pa če je le možno ponuditi kakšno skupno aktivnost, ki ponuja otroku en moment, en čas brez skrbnosti. Mogoče si tisti sosed, ki bo z njim igral, človek ne jezi se, ali pa brca v žogo v nedogled. Tako da take stvari štejejo, bom rekla malenkosti, nekaj, kjer se lahko vsak prepozna kot aktivnega člana. Žiga, bi se strinjal? Ja, definitivno. Ja. Že samo omemba recimo sosedov je res tisto, kar potem ugotoviš, da kako lahko nekdo, ki vedno kot otrok, vedno ciljaš na to, da so družina tisti najožji, tisti podporni sistem, potem pa recimo skozi leta ugotoviš, da je na poti pomagalo res veliko število ljudi, ki so res s takimi malenkostmi poskrbeli za to, da je bil mogoče pa vsak dan ali pa vsak drug dan poln nečesa, kar se veseliš, nekaj, kar te je res spodbujalo pri temu. In tudi recimo v knjigi večkrat omenim stričevo ženo, pravzaprav mojo teto, ki vsakič, ko sva se videla, je lepo, sva imela skoraj da ne pol ure, 45 minut lastnega pogovora, ker jo je res tisto pristno zanimalo, kaj se dogaja, podpirala in to so res malenkosti, se na koncu zdijo, ampak pravzaprav ugotoviš, da ti pomeni veliko več. V 10 letih si izgubil, praviš, pišeš 10 ljudi, poleg brata tudi oba starša. Sta starša v tem zadnjem obdobju prenehala piti ali kako? Ja, oče pravzaprav ni pil zadnjih recimo skoraj 15 let zaradi pomožganskih kapi, je rekel, da
se tega ne gre več, po domače povedan, in je prenehal s pitjem popolnoma, tako da verjamem, da je ta njegova odločitev oziroma je bila ta kap nek dogodek v njegovem življenju, ki je pravzaprav podaljšal njegovo življenje, ker je tudi sam večkrat omenil, da če se to ne bi zgodilo, ne bi spremenil načina življenja in bi verjetno že bistveno prej odšel. Mami je pa žal do zadnjega pila oziroma zadnjih nekaj mesecev zaradi tega, ker ni bila zmožna. To je bila edina izjema. Z očetom sta tudi poseben odnos, res lep odnos imela do njegove smrti. Kaj vse vam je? Kaj vse se spominjate? Vsega pravzaprav. Ravno mesec nazaj oziroma nekaj dni sva se s partnerko vrnila iz Nove Zelandije, ki so bila neka otroške sanje, nek življenjski cilj, ki sem vedno želel, da bi mogoče šel oče z mano. To sva tudi planirala in moram reči, zdaj po 3 letih od njegove smrti je bil pravzaprav ta potovanje tista neka, da sem se nekako oziroma ne sprijaznil, ampak da me ta pogovor o njemu ne zadane več toliko močno, kakor me je prej. Drugače pa, ko rečem, da je bil mogoče v velikih primerih tisti prvi moj nekako najboljši prijatelj, se sliši po eni strani nekaj čudno, po drugi strani mi je pa zato, da bi nekdo to rekel čudno, zelo malo mar, ker imela sva en fantastičen odnos, no. Glede na to, da je tudi on odraščal v sirotišnici, ni niti mogel prevzeti nekih družinskih vzorcev, ker jih ni imel, oziroma jih je lahko samo iz sirotišnice. Se mi zdi, da se je zelo dobro izkazal. To je bil tudi dvom, ki ga je večkrat sicer izrazil, ne, če je bil mogoče slabši oče ali pa kaj, ampak nekako sem mu potem tudi v zadnjih letih večkrat rekel, da če bi imel mogoče vsaj za tista zadnja leta tazga očeta oziroma tak odnos z očetom, se mi zdi, da bi bil tudi svet malo boljši. Zelo močno. Žiga, kako si prišel do odpuščanja sebi, staršem, življenju? Rekel bom zaradi tega, ker sem videl, kaj naredi na človeku, če si ne odpustiš. Predvsem na maminem primeru. Tukaj je bilo zelo enostavno. No. Nekako padeš oziroma se zakleneš vase, ne spustiš nikogar blizu, kdor ti pomaga, ga boš nekako odslovil, lahko tudi zelo nesramno. Na koncu ostaneš lahko tudi sam, ne, in to je tudi mogoče strah, ki ga ima vsak človek do neke mere. Tako da to odpuščanje je bilo zelo enostavno. Nekako nisem želel ponavljati istih vzorcev. To je prišlo prvo z odpuščanjem in se mi zdi zelo, zelo dober trik za to, da se ti boljše počutiš. Si imel kdaj potem, kakšen je tvoj odnos do alkohola? Si kdaj imel občutek strahu? Strahu po bratovi smrti. Takrat tisto najstništvo, ki vemo, da je to velikokrat vstop v nek alkohol, sem imel zelo dolgo, pravzaprav ne strah, ampak res jasno tisto neko življenjsko, da to ne bom nikoli niti poskusil. Ne. Obenem je pa prišlo res do tega tudi zaradi kilogramov in vsega te pravzaprav padca samozavesti. Ne. Ko ugotoviš, da mogoče pa alkohol tisto, kar ti pomaga. Ne. V bistvu tista zapora te samozavesti se spusti, ne. In si v redu, ne, ker te ni sram, počneš v bistvu kar hočeš, ampak najtežje je tisto, ko potem to poskusiš, pa veš, kakšni so recimo družinski vzorci, kako pravzaprav to nadzorovati, kako pravzaprav v to nekih res zdravih mejah, potem pa na koncu ugotoviš, da sploh ni toliko težko. Mogoče je predvsem zaradi tega zavedanja, kaj to lahko pusti na človeku. Ne. Je pa težava predvsem v Sloveniji, ne. Kako globoko je zakoreninjen alkohol v našo kulturo in vse, in je
ko rečejo, da po eni strani, ne, da se je zelo enostavno ne piti, ne, obenem po eni strani ti pa skoraj na vsakem koraku v Sloveniji ponujajo nekaj za piti, ne. In verjamem, da je nekomu, ki je alkoholik, ali pa oziroma boljše zanj seveda pozdravljeni, ne, neverjetno težka naloga, da ostane brez. Po eni strani ti pravzaprav ponujajo alkohol, če ga pa zavrneš, si pravzaprav skoraj mevža, ker ne piješ, ne, in je to nek začaran krog, ki pa imela Karmen več povedati. Karmen, ja, Si vrisal to. ja, kako zakoreninjen je alkohol in kakšna je verjetnost, da otroci alkoholikov postanejo? Da imajo enake vzorce in nadaljujejo to pot? Ja, vsi večkrat slišimo to mokro kulturo zelo glasno in slavno, ne, in Slovenci smo res eni taki, bomo rekli, zelo zavzeti predstavniki te mokre kulture, ne. Zdaj, kaj to pomeni? V prvi vrsti, da imamo res en tak enostaven dostop do alkohola, se pravi, ne samo nakupiti alkohol, ampak veliko imamo teh vinorodnih okolišev, domače proizvodne. Tudi starši se mi zdi, da v kakšnih vinorodnih okoliših pač z veseljem dajo otroku alkohol za njihove zabave in tako naprej. In se tudi nekako nadaljuje ta iz roda v rod. Pivske navade se prenašajo. In res je točno to, Žiga, kar si rekel, ne, pač kamorkoli prideš, je itak prisoten alkohol in ob vsakem dogodku, od rojstva do smrti, je prisoten alkohol in reči ne, je tako, kako ne boš, pa bomo sem nazdravili, ne, pa, in zdaj se mi zdi, da se vedno bolj vseeno uveljavlja, nazdravi se s človekom, ne s pijačo, ne. Kar je zelo en tak pomemben premik, ampak ja, še vedno moraš imeti nek tehten razlog, da ne piješ, ali da voziš, ali da si na antibiotikih, ne, ker pa te pustijo pri miru, če pa ne, sam rečeš ne, pa kar nekako ni dovolj. Se pravi, to osnovno stanje je, da piješ, vse ostalo je pa, ne, bom rekla, teže sprejemljivo. Ampak imamo pa tudi to dvoličnost družbe. Se pravi, na eni strani super, dokler se imamo fajn, dokler smo skupaj veseli, ko pa postane oseba zasvojena, se pa potisne na rob družbe. In se o tem ne govori. Tako. In se o tem ne govori, malo si zatiskajo. Kako bo to rešil in to je njegova stvar. Ne? Ja. Zdaj smo taki pol intimni, kar naenkrat ratamo, ne? Ja. V teh zadevah. In pa je ta naslednji izziv, ne, ko se oseba odloči za zdravljenje, se mi zdi, da za ljudi okrog nje postane to naenkrat realno. In prije spet kdaj stigma ven. Se pravi, tudi osebe, ki se odločijo za zdravljenje, za kar je potrebno ogromno poguma, ogromno ene moči, da grejo čez ves ta proces, se še vedno lahko kdaj stigmatizira in je dodaten izziv pol, ne, priti nazaj v tako okolje. Ampak če se vrnem tudi temu vprašanju, kakšna je večja verjetnost, da otroci razvijajo sami zasvojenost, je že zaradi teh težavnih okoliščin, s katerimi rastejo, in če ne naslovijo nekih svojih ran, lahko tudi postane to njihov mehanizem s časoma celjenja. Ne, čeprav ni celjenje, ampak včasih se ne najde več drugega načina in v nekem ranljivem obdobju lahko posežejo po alkoholu, so lahko bolj dovzetni za to, da bo to vodilo zasvojenost. Ne pa rada tega kar zacementiram v smislu, če si otrok alkoholika, boš zagotovo zasvojen. Ker poznamo tudi popolnoma nasprotne modele vedenja, ki pa absolutno ne alkohol, ker je bil v moji družini. Ne? Tako da bomo rekli, tako kot so heterogena skupina otroci alkoholikov, je tudi ta verjetnost zelo niha. Ne? Kako pa je z alkoholizmom pri ženskah? Se mi zdi, da vseeno obstaja razlikovanje. Če moški pije, nekako je še sprejemljivo. Pri ženskah pa ne. Ja, če si malo predstavljamo že te neke slikovne podobe, smo veliko bolj vajeni, tudi že iz pop kulture, da so moški za šankom, ženske pa ne, ne. Oziroma, če so to dostikrat prikazane, se mi zdi v neki pop kulturi filmih, kot lahko neke šibke osebe ali pa kakorkoli. Tako da verjetno se zaznava tudi zasvojenost pri ženskah drugače. Ne vemo vsi, da družba pričakuje od žensk veliko enoraznolikih vlog, ki so hkrati pritisk, se pravi hkrati biti uspešen v službi, biti dobra mama, biti dobra tudi, ne, še vedno kdaj slišimo te tradicionalne delitve, ne, tudi gospodinjstvo doma, čeprav upam, da je vedno bolj to enakovredno in enakopravno razdeljeno, ampak vse to so pa mnogi pritiski. In če ženska v tem, bom rekla,
se pade na način, da se podredi zasvojenosti, je to verjetno bolj stigmatizirano, kot če to stori moški. Mogoče ravno zaradi teh, bom rekla, bolj pričakovanih, učinkovitega upravljanja vseh možnih vlog. In zaradi tega je mogoče tudi večja značilnost žensk, da ko postanejo zasvojene, to bolj skrivajo. Moški to počnejo bolj odprto in tudi večinoma so razlogi za to, da se začne piti ob druženju. Pri ženskah pa mogoče malo bolj, pa ko gre v zasvojenost, v tišini. Ja. Žiga, imaš kdaj občutek, da sta te starše imela z nekim posebnim razlogom in da si ta razlog s tem, da si ozdravil sebe in zdraviš druge, izpolnil? To je zelo tak lep, tako lepo je pomisliti na to, da v bistvu na tak način, da je vsak izmed nas nekako z nekim razlogom na svetu, oziroma ima neko poslanstvo, ki je super, da ga opravlja, oziroma da izkorišča tisto, kar mu je bilo oziroma dano ali skozi neke preizkušnje ali nekaj podobnega, in to uporablja v dobro družbe, da gre to naprej. Obenem pa bom rekel, da mi je zelo po eni strani žal, da z nobenim od 3 sorojencev se mi zdi, da starša nista imela takega odnosa, kot sta ga imela z mano. Seveda je to tukaj, da si kot najmlajši, ki je že stereotipno tisti, ki ga imajo baje najrajši. Pa tudi to, da sem bil pravzaprav otrok, ki je zrasel v tem, da sta bila starša zasvojena, in nisem bil odrasla oseba, ko sta stopila v to, in ni bilo neke tiste distance, ki so jo nabrali, recimo moj brat in sestra, ko si nekako ne moreš pravzaprav sprijazniti s tem, da je mogoče tvoja mama oziroma oče po neki strani tako švoh, oziroma da bo zapadel v to. Po drugi strani pa, vsaj v mojem primeru, je bilo to zavedanje, da jih nimam za večno, da so ta naša leta omejena, predvsem potem zadnjih 5, je bilo tisto, zakaj bi se ukvarjali z nekimi banalnimi zadevami, ki meni in njima in bližnjim ne bojo pomagale prav nič, ampak bo samo z nekim dobrim namenom prišlo do tistega odpuščanja, ki smo ga omenili. Tako da, če je bil to nek namen, oziroma da bo nekako ali zaključek življenja oziroma nek simboličen začetek mojega boljši, potem sem seveda za, da je to res. Karmen, prej sva se dotaknili žensk, pa me zanima, kaj bi svetovali ženskam, ki se zavedajo svoje zasvojenosti in se ne zmorejo izkopati iz čustvene vdanosti? Ja, kar težavno vprašanje. Na splošno se mi zdi, da kdorkoli, ki je zasvojen, da bi želela sporočiti to, da mogoče skušajo najti tisto moč v sebi, da ne glede na zunanje okolje in to, kdaj zunanja okolica sprejema ali pa ne sprejema zasvojenosti, da najdejo tisto moč, da dajo to sebi, da verjamejo v pot na boljše, in da tudi če kdaj slišijo nasprotno, da to ni mogoče, ker se mi zdi, da je pogosto napačno prepričanje, da se zasvojenosti ne da ozdraviti, da probajo in zaupajo v to, in da se tudi zavedajo, da bo to daljša pot, ne bo enostavna, ampak bo pa pot lahko na boljše. In se mi zdi, da ženske imajo to moč v sebi, tudi se mi zdi, da ženske imajo lahko veliko poguma v sebi, ki je potrebno za to pot. Je pa potrebno zavedanje, da se začne pri celjenju lastnih ran, ki so pripeljale do zasvojenosti. Se pravi, da se bolezen ozdravi, tudi ko gre mogoče zasvojeno stran, je pomemben potem fokus na celjenje teh brazgotin, ki so mogoče nastale. Žiga, kaj bi ti svetoval nekomu, ko je zdaj star mogoče 10-13 let, pa se je mogoče našel v podobnem zgodbi kot ti?
Prvo to, da ga ne bo strah povedati, če se kaj dogaja. To je, se mi zdi, da glavni razlog, da marsikdo ne pove. Ker ja, kot je Karmen omenila, ne, da si kot otrok nek branik družine oziroma staršev. Seveda je to težka stvar iti preko tega. Tako da bi rekel definitivno ta, da te ni strah povedati to, ker v bistvu tudi v tem je ena zelo velika moč, da si to povedal, in je pa velik poudarek na tem pri temu, da je družba kot celota usmerjena k temu, da bo potem temu otroku tudi pomagala. Vem, da je veliko primerov, ko so jim, eden od teh sem seveda tudi jaz, in po drugi strani pa najde, to je tisto, kar otrokom radi govorimo, ne, tisto, kar ga res zanima. Verjamem, da če bo, ne vem, svojo nekako srce oziroma ne vem kaj predal, ne vem, športu oziroma neki umetnosti, bo to njegov ta varen zatočišče. Potem pa, ko bo začel res razumevati, pa s tem, da tukaj zelo podcenjujem, kako dobro razumejo 10-letni otroci, ne, morajo najti nek svoj podporni sistem, no. Pa mogoče 10, pa spet podcenjujem, mogoče prekmalu za iskanje tega, ampak res, da najdeš prijatelje in pa okolico, kjer se ti počutiš varno, kjer si lahko zaupate medsebojno, je to tisti glaven nekak recept za uspeh. Pa staršem, ki se soočajo z zasvojenostjo? Tisti nekak slovenski, da naj neha piti, ne, je prvi, ampak naj najde vzrok za to, zakaj pije, in poskuša zaceliti te rane, zaradi katerih pije, zato ker redki so primeri, kjer pije človek iz navade, ker mu je fajn, ker ni, ampak razlog, zakaj posega po alkoholu. To so najverjetneje kakšne res rane iz preteklosti, oziroma lahko je tudi stres in vse ostalo, kar je pa spet posledica neke preteklosti, in to reševanje težav iz preteklosti je glaven cilj do tega, da se bo ta alkohol nadomestil z nečim lepim. Karmen, za konec, vi ste ustanovili program Hop čez Jarek. Ali ste del tega? Bila sem del tega pri društvu Abstinent. Tako da nisem več, sem bila pa tam en čas vodja skupine, kjer sem delala z otroki. Torej, obstajajo podporni sistemi za otroke, kam se lahko obrnejo? Ja, obstajajo pač kar nekaj nevladnih društev, ki se ukvarja s tem, ampak predvsem v Ljubljani. Torej društvo Abstinent, društvo Žarek upanja, potem imamo tudi NACOA, torej NACOA se napiše kot društvo pomoč otrokom alkoholikov, ki ima zelo to informativno vlogo za otroke, kjer lahko vsak mogoče prepozna sebe, tudi zve kakšne pomembne informacije. Pa tudi Alatin, ki v bistvu je namenjen mladostnikom, tako da je nekaj virov pomoči, imamo pa še vedno težavo, da je ta centralizirana, ne? Torej zelo na osrednjo ljubljansko regijo, pa tudi Maribor, ne, enako. Ampak bi želeli, da bi bilo tega veliko več, tudi sploh v perifernih regijah, kjer je pač ta problematika zasvojenosti še večja. Ampak šolski sistem in tudi okolice lahko marsikaj Tako. prispevajo, pomagajo, opozorijo, dajo z nekimi malenkostmi. Ja. Hvala, Karmen, hvala, Žiga. Iskreno za vse modrosti, za odprtost, za ranljivost. Svojo zgodbo in znanjem morda dosežete nekoga, ki ta hip najbolj potrebuje podpore, in to se mi zdi res zelo, zelo pomembno. Pogovori o alkoholizmu v družini so zahtevni, a nujni. Šele ko spregovorimo, lahko resnično začnemo zdraviti sebe, odnose, prihodnost. Hvala za pozornost in se vidimo kmalu.